Na obrobju idilične vasice Slap pri Vipavi stoji majerija. Značilna zgornjevipavska domačija, stara približno 300 let. Majerija je zgleden primer prenove, ki sta se je lastnika lotila z velikim spoštovanjem kulturne dediščine. Med vipavskimi griči smo obiskali posestvo, ki daleč naokoli slovi po dobri kuhinji. Posestvo je staro 300 let in je spomeniško zavarovano, zato gradnja prizidka ni bila mogoča. A lastnika sta vseeno želela obiskovalcem ponuditi prenočišče, zato so našli rešitev, ki je na prvi pogled sploh ne opazimo. Matej, vi vodite to majerijo, ampak kaj pomeni majerija? Majerija je v osnovi tipična zgornjevipavska domačija. Ime izhaja iz imena Majer, kar je v preteklosti pomenilo oskrbnik. Tukaj je bila včasih dežela Kranjska in se pravi, se je uporabljal pač ta jezik, torej Majer, majerija. Kaj je bila ta stavba, preden ste vi prevzel, oziroma 300 let nazaj, prvotno? V preteklosti je bila to posest grofov Lanterjev, v bistvu je bila pristava, kjer je oskrbnik z družino in skupino delavcev skrbel za posest, vinograd, sadovnjak, njiva in tudi povrtnine. To so predelovali in seveda je bila to neka osnova za to gospodsko družino v Vipavi. Lahko bi rekli grofovska kmetija. Grofovska kmetija. Ste vi to hišo podedovali ali ste se prav načrtno odločili za njo? Mi smo se za hišo odločili načrtno, potem smo imeli tudi srečo, da smo jo uspeli kupiti. Z ženo sva oba iz tega okolja, Nataša je tukaj iz vasi, jaz sem pa iz bližnje okolice. No in takrat sva že kot mlad par živela tukaj v vasi, oba zaljubljena v to hišo. In sva si jo tudi želela nekako kot svojo, bi rekel, gnezdo, družinsko hišo. Pač splet okoliščin je pripeljal do tega, da se nam je to tudi uresničilo. Leta 1994 sva jo kupila z jasno idejo, da si ustvarjava svoj dom, hkrati pa tudi, da organizirava eno tako tradicionalno zgornjevipavsko gostilno oziroma lokal, ker sem pač kuhar po poklicu in gostinec, zato da bi pač to tudi na domu lahko našim gostom ponudil. In kot kuhar se mi zdi, da vpletate zelišča v to zgodbo majerije. Zelišča so rdeča nit majerije. Zelišča so moja osebna strast in veselje. Že kot otrok sem se ukvarjal z njimi in sem si jih sadil in tako. No, to se je potem razširilo in zdaj danes pač imamo pridelavo zelišč za namene gostinske, se pravi za predelavo v kuhinji, delno delamo tudi lastne proizvode. In nekako majerija res od začetka do konca diši po zeliščih. Torej sami skrbite za vrtove in zalivate, opazujete? Vsekakor sami sledimo, ja. In ta strast vaša se je videla tudi pri prenovi hiše, ne? Strešniki recimo so originalni, ki ste jih zbirali v celi okolici. Ja, no zanimivo, da smo material za prenovo te stare hiše zbirali še pred tem, ko smo hišo sploh imeli. Pač odločitev je bila ta, da bomo res skupljeno staro hišo obnovili. Oba sva navdušenca in bi rekel zelo ceniva to tradicionalno arhitekturo in sploh, kar je tradicionalnega v našem okolju. Tako da sva te materiale že kupovala vnaprej, ampak to se nam je obrestovalo, ko smo hišo pač kupili, smo imeli res že vse pripravljeno za začetek prenove. Odnos je pomemben posod, tako v kuhinji kot pri vrtu in tudi pri obnovi hiše. Tramove ste sam ugradili, niste zaupali podizvajalcem ali kje drugje? No, 10% bo resnice, ne, tudi v tem. Se recimo bolje neko veselje in ljubezen do vsega skupaj. Celotno hišo smo obnovili pristop je bil tak, bi rekel, res eno veselje in navdušenje, dosti lastnega dela. Malo pač zaradi tega, ker nismo bili sposobni investirati, malo zaradi dobre volje in malo pa tudi zaradi tega, ker če se sam posvetiš nečemu, ima to potem povsem drugo težo, ne? In tudi detaljno bolje rešeno in mislim, da je to tudi sporočilo majerije, ne? Ampak tega pred obnovo niste znali? Ja, učimo se.
Pred hišo ste imeli star kaki, ki je zaradi obnove vrta moral iti ven, ampak ni umrl. Ne, tudi to je bila ena od, bi rekel, zahtev, ki smo si jih zadali. Se pravi, druga faza, najprej smo to staro hišo obnovili in delno je to naš dom, delno je pač gostinski lokal, kjer ponujemo hrano in pijačo. No, druga faza, druga stopnička tega našega razvoja so pa prenočišča, ki smo jih naredili ob stari hiši. To je nova struktura. Naredili smo jo pod zemljo, pod zeliščnim vrtom in zadali smo si, da ne bomo uničili zeliščnega vrta in da ne bomo uničili tudi kakija. Drevo je staro vsaj 100 let, tako da smo ga v času izkopov in izgradnje odstranili, smo ga presadili v sadovnjak. Po končalih delih smo ga ponovno posadili na staro mesto in lani smo imeli že spet ponovno prvo letino po 100 letih. Ker je majerija spomeniško zaščitena, gradnja prizidka ni bila mogoča, lastnika pa nista želela spreminjati zunanjega videza čudovite stare hiše. Zato sta se domislila izvirne rešitve, ki so jima jo pomagali uresničiti v arhitekturnem biroju Akma. Obljubljali ste sobe tega posestva, pristala so pa na vrtu. Kaj se to pravi? Ja, res je. V bistvu, kaj se je počel v vojni očka, ne? Če bi pogledali stare slike, je bil vrt, zdaj pa spet vrt, ne? Edina razlika je v bistvu v tem, da so vse sobe, 10 sob, nameščenih tukaj pod nama. In tam, kjer konkretno vi stojite, je v bistvu strešno okno ena izmed sob. Se pravi, lahko gledam v sobe ljudi? Lahko. Opazujete si, pa ljudje tudi naredijo intimo, tako da si je poskrbljeno za intimo. Lastnikova kuhinja slovi po zeliščih z domačega vrta, zato so po prenovi vrt vrnili v prvotno stanje. Edina novost na vrtu so poti z vgrajenimi svetlobniki, ki sobam nudijo dovolj svetlobe. Kako je pa z vrtom? Vemo, da se v vrtu zadržuje oziroma je potrebno ogromno vode, lahko bi bil problem s sobami, da ne bi zalivalo. Ne, to ni problem, ne, ker celotna struktura je izolirana, po celotnemu ovoju poskrbljeno je za drenažo. No, moram reči, da tudi spodnji del strukture je kompletno v podtalnici in poskrbeli smo, da voda nekako skozi dolgo cev odteka v bližnji potok, tako da se je v bistvu pod to cesto, ki jo vidimo, prevrtalo in ta voda uspešno odteka. Prostorne podzemne sobe nudijo vse, kar potrebujemo za oddih po raziskovanju čudovite Vipavske doline. Sva pod naravnim virom svetlobe te sobe. V kolikšni meri je naravna svetloba je bilo potrebno dopolnjevati z umetno? Naravne svetlobe je dovolj. Tako da strešno okno da nekje 4-krat več svetlobe kot običajno vertikalno okno. Rezultat je tudi nas presenetil tukaj, ker sobe so izjemno svetle. In normalno, ko pade mrak, moramo imeti umetno svetlobo, tako da smo se tudi tukaj precej ukvarjali z samo osvetlitvijo, scenografijo, tako da teh svetil in menjave razpoloženja kar nekaj. Notranja oprema 10 spalnic slogovno sledi glavnemu poslopju. Tukaj ne boste našli nobene plastike in kiča. Sva pod vrtom zelišči in tukaj so sobe z imeni zelišč. Zanimiva simbolika, kako pridemo v interjer. Odkot ideja za ta imena? Ja, v bistvu ideja za imena sob izhaja prav iz vrta, pod katerim se nahajamo. Želeli smo malo povezati to vsebino zeliščnega vrta s pač interjerjem spodaj. Tudi barve smo izbirali glede na zelišča oziroma njihove cvetove. V vsaki sobi je tudi poslikava rastline, ki je celo malček 3D. Kako ste dosegli ta efekt? To smo v bistvu izdelali šablono zelišča, ki se je potem 1:1 v pravi velikosti naneslo na steno. Se potem prevleklo s tem ometom in se odstranilo na koncu to šablono. Čisto na koncu pa se je pobarvalo v barvo, ki je za to zelišče značilna.
Pohištvo je vso narejeno po naročilu. Je bil mogoče nek detajl, s katerega ste izhajali? Zakaj takšna oprema notranja? Prav pohištvo je tisto, ki najbolj povezuje majerijo gostilno s tem nastanitvenim delom. V bistvu detajli so enaki kot v zgornjem delu. Poudarek je pa na tej preprostosti. Tukaj po tleh so prodnjaki oziroma prodniki. Zakaj? Ker so gladki, ker paše iti v kopalnico po gladkih kamnih ali je nek drug razlog? Prodniki so v bistvu element, ki poveže zunanje dvorišče pred gostilno s tem spodnjim delom. V bistvu je enak zunanji tlak v tem hodniku in na prehodu v sobe. So pa umetni ali so naravni? Ti v hodniku so naravni, potem v sobah, ki so tudi sicer nekoliko modernejše, so pa umetni. In izkot so te naravni? Ti naravni so iz Vipave. Iz Vipave, torej nosijo zgodbo. Tako avtentični. Skrbno in z veliko ljubezni obnovljeno posestvo Majerija je zgled, kako se prenove lotimo s spoštovanjem do kulturne dediščine in do okolja.